Zdravo, Zdravo, prišel je december. veseli december. In kaj bomo danes se počeli? Najprej ideve v Spulicajon, mu se malo pelale, te ideve po petarde, ko v Vileči nam dajo. Te pa v Vareši malo okoli spitavale, što strela pa to. In potem? Neko zvezi s nej. A ja, na servis vešla. Ja, uno trgovino tam. Ja, en gospodin nam je to razlagal, vse nekaj pa, ko bi posnela, ko bi ga malo pitala, pa pogleda več je moj burđe gotov. In potem pa gremo na mini playback show. Ja, na našo šolo, bomo pred celo šolo popevali. Oh. Kaj pa še ti? Dva videa po spota. Spota, Ja, Anja. točno. Ja. In potem? Te pa da bazar na naši šole, pa ena takšna prireditev, glasbena, pa takšne točke različne. Da. Zanimivo. Se vidimo. Kakšno je vaše mnenje na to, da lahko pirotehniko že vse posod dobimo? Ja, tako, to, da pirotehniko lahko vse posod držimo, seveda ne bi držalo, ker se pirotehnika prodaja v prodajalnah, katere imajo tudi dovoljenja za prodajo pirotehnike. Je pa zaradi tega, ker je od 2008. leta nekako stopila v veljavo nova zakonodaja na področju pirotehnike, se pojavil tudi, nekako bi temu rekli, trg pirotehnike, se pravi preprodaja se v državah, tako v Italiji kot v Avstriji ta pirotehnika legalno lahko kupi, potem se pa nekako tudi preprodaja pri nas. Zakaj se pa potem na črno lahko dobi, če nikjer ne da se kupiti? Ja, to je pa zmeraj tisto, ko je nekaj prepovedano, se pa pojavi ta druga zadeva, ne? Se pravi, temu rečemo nekako črni trg. Zato gremo zdaj na tržnico pogledati, če kje kakšne petarde dobiva. Ja, se Nema. Kaj ga imate ali imate? Zdaj mi pravi kavaj. Dobro, ne vojte. Zdravo! Ej! Imaš še petarde? Jaz sem nutam petarde, pač me zanima, če mi lahko daš. Imaš še petarde? Nej. Ne, da se po resnici povej, ko me zanima. Nej. Pa znaš, ga bi lahko dobila, ker res sem nutam, ne vem, kaj dobim. Ja, ne vem. Prvo je pitati nekaj. Ja, za tebe pitan. Ja, ne vem. Imate kakšne petarde? Ne. Čist nič? Ne. Škoda je pokalo, šmela kakšne petarde. Dogasne pokon, to se meni ne vidi. Ja, resno. Resno, otroški šampanjec pa biftek, to je življenje, to je novo leto. Pa na toplom stanju. Imaš še petarde? Imam puno. Je pa si kipom? Ja, sobote. In ti rečeš kakša? Ja, kje še? Najnemu. Koliko mogli plačati za koliko? Pa si ti 7. 7, ko pa pače? Kak handlaš? Se pravi, če uporablja pirotehniko na nepravilen način oziroma izven časa, ko je to dovoljeno in je kakršenkoli prekršek na tem področju, je predpisana globa v višini od 400 do 1200 evrov. To je seveda globa za fizične osebe. Ste že opazili, kakšno uporabo pirotehnike, teh petard tu na avtobusne? Danes še ne je bilo kaj takšnega, ponavadi je popoldan, da idejo šole. Granci še ne je bilo? Ne, zdaj še nemajo časa. Kaj pa te teden ste imeli dosta? Ne, včeraj so ne delo, tako ne vem, kolega je bil, predvčeraj je pa tudi bilo popoldnevi, par primerov. Kaj pa tako prejšnje leto so gledali napravili takšno veliko razdejanje s kakšnimi močnimi petardami? Niti ne bi se spomnil, ne je bilo tako nevarno. Tako ne delajo prav velikih problemov? Ne. Pirotehnični izdelki so razdeljeni v različne kategorije in v različna področja. Ene je pirotehnika, kateri je glavni
učinek POK. Te se na primer lahko prodajajo od 19. decembra naprej in potem se pa uporabljajo lahko od 26. decembra pa do 2. januarja. So pa to samo, se pravi, nekako po domačem rečemo petarde in le tiste petarde, katere spadajo v prvo kategorijo. To so manjše pasje bombice in majhne petardice, katere se v trgovinah tudi v tem času dajo kupiti uradno. Se pravi, vse, kaj je pa večja petarda, je pa po naši zakonodaji prepovedano. In sicer prepovedano je takšno petardo imeti v posesti, prepovedano jo je metati, prepovedano jo je prodajati, tako da se niti uradno v prodajalnah tistih drugih petard za fizične osebe ne da kupiti. Ste dobili kaj? Prej kolega se strela, če se nišče ne dobi. Ja. Ste le ekstrela živite čiščeva, čeprav je uradno 26 predala. Nahajamo se v prodajalni, kjer prodajajo tudi pirotehnične izdelke. Vas lahko vprašam, katere pirotehnične izdelke se sploh prodaja? Prva, druga in pa tretja kategorija, kateri glavni učinek ni POK. Aha. Katere pa se najbolj prodajajo pri vas? Ja, zdaj pač odvisno od starosti, odvisno od potreb, kaj pa vem. Večinoma so to baterije, rakete, kar pa tudi ta drobne stvari, prva kategorija, otroci nad 14. Kaj pa pridejo nakupovati mlajši ali bolj starejši ljudje? Katerih je več? Ja, zdaj pridejo gledati večinoma otroci, ki pa dejansko ne smejo dobiti nič, ne, brez spremstva polnoletne osebe. Do poškodb pri uporabi pirotehničnih izdelkov prihaja predvsem zaradi nepravilne uporabe pirotehnike. Najpogostejše so pa poškodbe v obliki ožganin, kakšnih odtrganin, pride lahko do poškodbe vida, do poškodbe sluha. Seveda so pa tudi vse te poškodbe lahko zelo hude, ne. V soboto grem smučat. Kaj bi šla bordat, pa manj katastrofi bord. Potem pa bolje pogledat, kaj je narobe. Nahajamo se na servisu za smučarsko opremo. Pa nas zanima, zakaj sploh so takšni servisi. Tako pri vsakem športu je tudi pri smučanju pomembno, kaj se pred vsakšnim začetkom ukvarjanja s to športno panogo pripravi oprema. Za varno vožnjo in za udobno vožnjo je potrebno smuče in borde in vse ostalo opremo, kar je potrebno pregledati, poservisirati in pripraviti za uporabo. Na kakšen način pa pripravimo opremo? Za varno in udobno smučanje in bordanje je pomembno, da se deske, v obeh primerih so deske, pripravijo uporabniki primerno. Za rekreativce se pripravljajo smuče in bordi malo na drugačen način, kot za tiste malo bolj zahtevne smučare, odvisno je pa tudi od namena, za kaj so te smuče napravljene. Najbolj pomembno je, ko se nabrisijo robnike. Zaradi lepšega in hitrejšega in bolj varnega vijuganja, menja spodrsavanja. In posledično tome je tudi treba smuče namazati. Zdaj, če so smuče nenamazane, se po domače povedano škalijo. Zdaj, tudi maže se prilagajajo razmeram na terenu. Zdaj, bistveno servisi, na servisi, ker je ne locirani na smučišči, mi bolj težko pripravimo smuče za sneg in za razmere, ker je na primer na smučišči tisti dan, kdaj se šel tisti pač smučar ta voziti. Zato se večinoma uporabljajo univerzalne maže, ker več ali manj dobro upravljajo svojo funkcijo v vseh razmerah. Kaj pa zdaj, ko se meni na smuče celi falat v vtrgno, ko to mora za smuče ta vršče lek prinesen? Ne, lek vse prineseš, pa te zrihtamo. Več ali manj se dajo vse, tudi večje poškodbe
zdaj že popraviti. Zdaj edino resen, če se ti smuča stare na 2 falata, te je bolj težko in nazaj v kip napraviti, drugače se pa vse iz strgonine vezi, spodaj poškodbe, iz strgonine robnikov, več ali menje se da, 99% se da vseh poškodb na smuče popraviti, tisti 1% je pa tisti dobesedni zlom smuče, tisto pa bolj žmetno. Kako pa ga naj znam, da moram priti na servis, kdo se mi stara, da določeno število kilometrov prevozim ali kak? Ja, zdaj, če imaš tevec zgornjo smuče, te selektor ga držiš, no, koliko kilometrov prideš, drugače se pa, ponovadi se dela servis smuči nekaj na vsakšnih 7 do 10 dni smučarskih dni. Zdaj, odvisno je tudi od razmer, kakšni se vozi. Zdaj, če naprimer si na smučišču, ki je led, te moraš pač, se ti robniki malo prelepo trošijo, moraš malo večkrat na leto pripeljati na servis. Zdaj, to vse to upaziš, da ti več ne prime v ovinki, pač prijaš, ko se nabrisimo. Miklavž Božiček, dedek Mraz, spet je tu ta praznični čas. V daljavi otroški smeh, še star lonec je treba in snežak bo nared. Cimet po hiši omamno diši, okrašeno drevo ob kaminu stoji. V škatlah zavite vse lepe stvari, a najlepše darilo, spet skupaj smo vsi. Ura bije po noči, ugašajo luči, le sveča naj gori. Srečno novo leto voščimo iz srca, veliko zdravja, sreče, naj topel dom vsak ima. Srečno novo leto za vse ljudi sveta, trenutek ta naj bo večnost, izpijmo čaše do dna. Je vse oprostil, lačen brezdomec je hrano dobil. Belo odejo 1000 lučk nam krasi, Božiček je že upregel sani. Cimet po hiši omamno diši, okrašeno drevo ob kaminu stoji. V škatlah zavite vse lepe stvari, a najlepše darilo, spet skupaj smo vsi. Ura bije po noči, ugašajo luči, le sveča naj gori. Srečno novo leto voščimo iz srca, veliko zdravja, sreče, naj topel dom vsak ima. Srečno novo leto za vse ljudi sveta, trenutek ta naj bo večnost, izpijmo čaše do dna. Srečno novo leto voščimo iz srca, veliko zdravja, sreče, naj topel dom vsak ima. Srečno novo leto za vse ljudi sveta, trenutek ta naj bo večnost, izpijmo čaše do dna. Srečno novo leto.
kako se bodo izkazali 9. razredi, in sicer 9B. Nažalost ga ni več, ga je sonce pobralo, tako da bomo imeli zeleni božič. Fuerte y sin medida, dejes de creer.
Katera točka ti je bila najbolj pri srcu? Pa dan, ko smo mi popevali naš spodnji sneg, nam rekel ta zadnja, Last Christmas. In kako se zdaj kaj počutiš? Pa vrej, zdaj ko me čaka novo leto, pa božič, kada se daril dobim, pa to svači fanove, no. Kje ste kaj praznovali novo leto? Doma, s familijo. Na današnji prireditvi, katera točka ti je bila najbolj pri srcu? Naša, ko smo pevali Last Christmas. Si vse poslikala? Ja, vse. In slika se uspela? Ja. Kako ti je, pa kaj je bil program današnji? Fajne, vse je super. Katera glasbena točka se ti je najbolj videla? To, ko smo mi spevali, na koncu čisto. Kje boš pa kaj praznovala novo leto? Znam, ker doma bomo imeli fešto. Pa pa daril dosta dobiš za božič? Seveda. Čeca, kako se vam je kaj zdel program, ko so ga naši učenci izpeljali? Ja, v bistvu sem ga organizirala, ne? Neko bi bil bolj pester, ali nekši sramežljivi so letos. Ja. Počasi se bo začela glasbena prireditev in božični bazar. In kako se vam je zdela prireditev? Odlično, super. Ste kupili kaj? Ja, evo, pa še bom. To je zdaj malo počakam, da se malo ta gužva razide pa naprej. In kako se ti zdela prireditev? Cool. In boš kaj kupila? Ja, mogoče da mamu najde. Vreden. Kaj kupili na bazare? Seveda. Pa? Ja, moram še pogledati. Pa za sebe ali za otroke ali za doma pač? Za doma. Kako se vam je zdela prireditev? Was haben Sie mich gefragt? Wie bitte schön? Kako se vam zdijo izdelki, kar so izdelali? Izdelki se mi zdijo zelo domiselni in tudi zelo za ta praznik je primerni. Tak si kaj kupili? Ja, eno malenkost zdaj za začetek. Kaj pa je to? To je za prtičke pa za kakšne podobne stvari.
Kako pa se vam je zdela prireditev? Prireditev je bila zelo fajn, zaradi tega, ker je bilo dosti glasbe, jaz pa imam glasbo zelo rad. In se že kaj prodala? Ja, smo. Dosti ali bolj malo? Pa tako, niti ne preveč malo. No, te pa že držim pesika do dola. Zelo lepe izdelke. Vidi se, ko so deca se fejs potrudili pri izdelovanju teh izdelkov. Kako pa se vam je zdela prireditev? Fajna. Ste še udeležili kakšne naše prireditve? Udeležujem se vseh. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Then, baby, do you recognize me? The weather's spinning and doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fooled me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Did you see the city from tears? In kako se vam je zdela celotna prireditev? Celotna prireditev je bila super in kolikor sem slišala zdaj informacij, se vsi strinjajo z mano. In boste kaj kupili? Seveda, ampak čakam, da starši opravijo svoje in potem na koncu, če naj bom pa tako ali tako prispevala v šolski sklad. V redu, hvala. To je bila danes zadnja oddaja za letos. Da se pa vidimo? Drugo leto. Komaj? Pa to je naslednji mesec že. Ja, dobro, ja. Dobro. Te pa, vi pa kaj ste preživeli fajni Božič, ko ste dobili dosta daril, želive vam pa še srečno novo leto. Dio.